Med sodobne mednarodne generacije uvrščamo tudi beg možganov. Trg delovne sile na nek način zahteva migracije visoko kvalificiranih delavcev. To pa pomeni priložnost za poklicno mobilnost. Posamezniki se zaradi različnih razlogov odločijo priložnosti poiskati v tujini. Razlog je bil preprost. Podiplomski študij, kateri me najbolj zanima v Sloveniji, ni bil mogoč. Torej, študirati medverske odnose kot neko specialno temo iz večjih disciplin znanstvenih, tukaj ni bilo mogoče, niti blizu, kje tega nisem zasledil, je pa bilo mogoče v Cambridgeu in sem se prijavil. In še posebej, ker sem dobil štipendijo od inštituta, tam je bila odločitev dokaj lahka. Drugačen, boljši šolski sistem, možnosti dodatnega izobraževanja, boljše delovne razmere, sodelovanje in povezovanje strokovnjakov so samo nekateri izmed pozitivnih razlogov za odhod v tujino. In razvite države tujce z veseljem sprejmejo. Na določenih akademskih področjih Britanci predvsem rekrutirajo iz tujih držav. So celotne raziskovalne skupine, kjer ljudi 10-15 lahko pride iz ene države, zato ker je tam ta sektor zelo razvit. Prijatelji, ki so delali na oddelku za fiziko, na eni izmed univerz, kjer sem delal, so rekli, da britanski študenti pogosto seveda niso tako dobri kot recimo ruski, ukrajinski in tako naprej v nekih znanjih iz moderne fizike in so zato rekrutirali tudi iz tiste države precej več za doktorske študije in podoktorske raziskave. Da je tako odseljevanje iz Slovenije kot tudi priseljevanje v državo približno enako, kažejo podatki Statističnega urada Republike Slovenije, kjer je bila izobrazbena sestava v letu 2016 iz Slovenije odseljenih državljanov Republike Slovenije in tujih državljanov podobna izobrazbeni sestavi teh dveh skupin med prebivalstvom Slovenije. Najpogostejši namen priselitve je zaposlitev. Od 13.760 v letu 2016 v Slovenijo priseljenih tujih državljanov se jih je največ priselilo z namenom zaposlitve, 50%. Veliko se jih je priselilo tudi z namenom, da se pridružijo svojim družinskim članom, teh je bilo 39%, drugi razlogi, na primer študij, pa so bili redkejši. Med priseljenimi državljani Republike Slovenije je 36% imelo terciarno izobrazbo, medtem ko je bilo med priseljenimi tujimi državljani teh precej manj, 15%. Med odseljenimi prebivalci višje starosti je bila razlika še nekoliko večja. Med odseljenimi državljani Slovenije je imelo najmanj višješolsko izobrazbo 36%, med tujimi državljani pa je bilo vsaj višješolsko izobraženih 12%. V letu 2016 se je v Slovenijo priselilo 106 doktorjev znanosti, iz države pa se jih je odselilo 156. Beg možganov lahko ima tudi pogubne posledice za državo, iz katere usposobljeni prebivalci odhajajo. Manj razvitim državam pa povzroči nazadovanje v razvoju, izgubi investicij, ki so bile vložene v šolanje strokovnjakov, poleg tega pa le-ta povzroča negativne posledice za prebivalce, ki ostanejo doma, saj se kot družba ne morejo razvijati in učinkovito delovati.